ljubim denar, ljubim gotovino. Čeprav tudi rada plačujem s karticami, ker je bolj priročno, ampak vseeno se mi zdi, da gotovina mora ostati. Mora, ker jo držiš v roki, te šuške, vidiš jo podzavestno, jo vidiš, medtem ko tiste številke, recimo, ko vidiš na bančnem računu, je čist nekaj drugače. Ja, iskreno o denarju bom danes govorila, tako kot jaz čutim, tako kot sem doživljala. Danes sem se kar ulegla tule na kavč, malo počivam in si dajem mir. Ja. In sem se odločila, da se bom iz tega kavča vam javila. Ker super bi bilo, da bi denar delal za nas tudi, ko spimo, kaj ne? Ja. Torej, o denarju imam sama zelo, torej sem imela zelo slabe vzorce. Zdaj, v zadnjih letih sem veliko naredila na tem, sem se začela izobraževati, sem začela drugače delovati v vsakdanjem življenju. Nekako spremeniti sem mogla to svojo miselnost, notranji zapis, ker me je to zelo držalo na mestu. In dobro, da sem v bistvu opazila to, ker ko si ti brez denarja, imaš čisto neko drugo miselnost. Pa ti reče, ja, bodi hvaležen za to, kar imaš, pač izraži vsak dan hvaležnost, nekaj naredi v tej smeri, vrčuj in tako in pol, ja, kaj čem vrčevati, saj niti nimam za jesti, ali pa se težko preživljam, kakšna hvaležnost, zakaj ne dobim tisto, kar si želim, in tako naprej, in tako naprej. In ta vibracija, jaz zdaj vidim pri nekaterih ljudeh, ki so še vedno brez denarja, kar ostaja. In ti ljudje se pritožujejo, pa vendar nič ne naredijo za to, da bi imeli več, da bi se mogoče izobrazili o tem, da bi, ne vem, kaj naredili v to smer. Sej lahko greš samo, pobrati par plastenk, na Hrvaškem ti bojo za plastenke recimo dajo denar, pa imaš že nekaj več denarja. Pa recimo, kaj jaz sem, moj Lucijan je električar, in sem zbirala te žice, sva zbirala. Pa neseš vsake toliko časa te žice na Dinos, pri nas. Pa nekaj denarčka dobiš, in tako naprej, in tako naprej. Mislim, možnosti je res, res veliko, samo moraš spustiti ego in prepričanja in te svoje vrednote, ki jih imaš v zvezi z denarjem. Naprimer, po večini vemo za to prepričanje, da denar imajo samo tisti, ki so slabi, ja, ta je ziher koga ogoljufal, ta je ziher kaj ukradel, to je ziher kakšna mafija in tako naprej, in tako naprej. Te so najhujše, te so najhujše. In potem obsojamo to. Ljudi, ki imajo denar, obsojamo in kaj se zgodi? Ja, mi smo skozi brez. Zakaj? Ker naš notranji program nasili k temu, da smo brez. Zato, ker če je naša vrednota ta, oziroma da saj sem poštena, saj pošteno delam, pošteno gram za denar, ja, potem boš to dobil, boš delal, seveda, ne mi narobe razumeti, da sem za nepošteno delo. Ampak velikokrat se zgodi, da mislimo, pa saj sem pošten, pa saj to, pa še ne dobivam. Ali pa se zgodi kakšna slaba stvar kakšnemu dobremu človeku, pa rečeš, no, koliko je svet nepošten, ali pa koliko je vesolje nepošteno, karkoli. Ta človek je bil tako dober, same slabe stvari se mu dogajajo. V bistvu mi ne vemo, zakaj se temu človeku slabe stvari dogajajo. Ne vidimo tega ozadja, nismo Bog, da bi videli, kaj je za vsem tem. In najprej je treba začeti pri vrednotah. Se pravi, če mi, jaz, ti, mi, vi, vsi, nimamo vrednote najprej naštimane znotraj sebe na prav način, torej, da je lepo biti bogat, da imamo radi denar, da je zaslužiti lahko tudi zelo lahko, da lahko tudi lažje zaslužimo denar, kot samo z neko službo 8-urno. Potem se bojo začele spremembe v naših življenjih. In
nujno je to, da naredimo. To je prva stvar. Vrednote, kakšne so naše vrednote okoli denarja, kaj mi znotraj sebe razmišljamo, na kakšen način razmišljamo. Ne? Ker jaz sem tudi tako razmišljala, ja, pa on je ta je dobil, temu je bilo vse podarjeno, ta je že od majhnega ima ful denarja, ta ni doživel, kar sem jaz doživela, težke stvari in tako naprej in tako naprej. Ne, ni doživel. Nekateri ljudje ne rabijo tega doživeti, kar sem jaz doživela, ali pa kakšne, ne vem, matere samohranilke doživljajo. Nekateri ljudje pač so rojeni na tak način, in so njihove izkušnje čisto drugačne. Zdaj, meni osebno je bilo pomanjkanje denarja v bistvu tudi eden izmed razlogov, da sem začela delati na sebi. Dejansko je bil razlog najprej partnerstvo, ker nisem bila zadovoljna in tako nisem vedela, kaj se znotraj mene dogaja. In potem, ko sem šla v duhovnost, potem je pa tukaj drug trik. V duhovnosti je pa spet en drug trik. Ja, pa sej dajmo zaupati, dajmo zaupati. Ja, halo, mislim, kakšno zaupanje? Pa ti moraš iti v akcijo, če hočeš, da se kaj spremeni. Jaz lahko meditiram cele dneve in zaupam, da bo nekaj prišlo do mene, ampak če se jaz držim skozi doma, ali pa sem v nekem gozdu nekje, kam me noben ne vidi, ja, kako ti pričakuješ, da bojo prišle priložnosti do tebe? To je tako bolj zanimivo. Jaz sem bila ista, ne me narobe razumeti, prosim, ampak to je popolnoma naivno. Naivno pričakovanje, kaj, da bo padel z neba kufer denarja in to bo to, ali kaj. Ali pa jaz, ki sem začela voditi delavnice, jaz sem hodila po celi Sloveniji. Jaz sem hodila, ko sem izdala knjigo, po knjižnicah, fizično. Tukaj sem bila, tam sem bila, povsod sem bila, zato da so me ljudje videli, spoznali in tako naprej. Če bi jaz bila sam doma, pa bi s figo v žepu, bom rekla, joj, sej se bojo vse knjige moje prodale, ja, ne bi bilo nič od tega. Če se ne bi začela učiti, kako se, snema videe, kako se dela s socialnimi omrežji, kako pač od financ, od podjetništva, ja, ne moreš iti naprej. Sej jaz sem bila tako, pa sej me bojo videli, sej bo to, sej bo ono. Ne, pač ne deluje to tako. Ampak ne gre samo za znanje, ne gre samo za znanje, da imaš ti dovolj znanja, ti imaš lahko vse poštiman. Znanje, spletno stran, recimo jaz tako govorim kot jaz, kar jaz delam, ali pa karkoli vi delate, če imate nekaj še za zraven, da delate, poleg službe, imaš lahko vse v nulo, ampak ni pa ni tiste prave energije zadnje, v tebi, ni tiste energije ti mogoče. Jaz kot devica vem, jaz bi rada imela vse poštimano, ja, pa zakaj mi ne gre, kaj je zadnji, zakaj se še vedno ne premikajo stvari, Ja, ker je tukaj noter pa še nekaj ni poštimano, tukaj noter je treba izražati to strast do življenja ali pa strast do svojega dela, Jaz sem bila na začetku ful v tej strasti, pa je bilo ful ljudi, pa je prišlo pa do krize 2012, oziroma še prej 2011, pa se je pa vse podarilo, pa sem pa trpela, nisem vedela, kaj naj zdaj naredim in tako. Nisem imela znanja, nisem šla niti za tem, in sem še kar se valjala v teh občutkih in valjala, joj. Tako res zelo dolg časa, Ampak kaj naj zdaj naredim? Zdaj v tem trenutku to pač sprejemam, In šele pol enkrat se je, ne vem čisto točno, kaj se je zgodilo zdaj ta trenutek, ampak pol enkrat v enem trenutku sem naredila ta klik, treba bo nekaj narediti, Ne moramo se samo valjati v občutkih, pa raziskovati prejšnja življenja, zakaj sem jaz danes brez denarja, pa ne vem kaj vse. Ja, seveda vzorce iz tega življenja sem mogla pogledati, sem videla, ampak nisem pa šla, torej nisem delala na tej drugi strani, se pravi, čistila sem, nisem pa prizemljevala oziroma prizemljevala novo jaz, na obilje in tako naprej, In potem sem pogruntala, da bo treba še to narediti, Tako da sem potem mogla uravnoteženo, dajanje, sprejemanje, tudi to, da ko jaz znam ful dajati, ampak sprejemam pa zelo težko, In sem se tudi tukaj mogla začeti gledati sebe in si dajati sama sebi, biti odprta za pomoč, biti odprta za nove informacije, ne zdaj, jaz to že vem,
To je najhujše, ne. Saj še zdaj pride mi kdaj, pa sej, kaj pa jaz pa to vem. Pa zdaj sem enega poslušala na YouTubeu, ta mulc, kaj zdaj, glih kar je prišel, ne vem, iz Plenice, ne, tako se jaz malo hecam. Evo, zdaj je on že ves pameten, ne. Ampak on ima cash, on ima ful denarja, se pravi, on je pogruntal sistema, ne. In od takih se lahko jaz samo učim. Seveda ego tu ni prav, ne, kaj zdaj to tukaj neki, ampak ja, dejansko pa, če pogledamo v denarnico, na račun, on zasluži ful denarja in pomaga ljudem in rad to dela, a ne. To je to, a ne, se pravi, da najdemo svojo strast. Kaj je naša strast v življenju, ne? In tudi preko tega bomo potem dobili denar. Ni nujno, da takoj, lahko da bomo mogli veliko časa počakati, ne, da se bo vse to, da se bo to kolesje obrnilo, ne. To je pač odvisno od tega, kakšna je naša pot, a ne, tudi kakšna pač naša pot, da se mi poravnamo s sabo, a ne, v tem obilju, a ne, zdaj, če govorim direkt o denarju, a ne. Da smo poravnani z obiljem, da ljubimo denar, da smo hvaležni za vse, kar imamo, tudi če imamo samo en obrok na dan, rečemo hvala, ker imamo vsaj ta obrok na dan, a ne. Da se naučimo biti preprosti in pa ponižni, ampak na en tak prav način ponižni, ne da klanjamo glavo pred vsakim, ampak da sprejmemo to, kar je ta trenutek, kot del našega življenja in da delamo vseeno naprej, da bomo živeli boljše. Zdaj, sam denar je tako krasna stvar, ne. Mi si lahko z denarjem kupimo veliko stvari. In dokler je tukaj še ta denar, je treba vedeti in znati ga uporabljati, ne. Včasih sem mislila, saj to bo ta sistem bo propadel, to bo vse šlo in sem čakala, kdaj bo prišlo do tega, da se bo vse bo propadalo in ne bomo imeli več denarja, ne. To samo zato, ker se nisem hotela soočiti s tem, ne, ker nisem hotela si priznati, Leticija, nimaš pojma o denarju, ne. Daj, malo si poglej, ne, kakšne knjige si preberi in tako, ne. In sem raje čakala in čakala in čakala in tako. In to čakanje je grozno, ne, to čakanje nič dobrega ne prinese, ne. In to recimo tako sem razmišljala leta 2012 in glejte, danes sistem še ni propadel, še vedno imamo denar, še vedno je denar menjalno sredstvo in tako, ne. Se pravi, če bi jaz še kar čakala, bi še kar bila v revščini, a ne. Tako da, a ne, zavzeti svoje mesto na zemlji, tudi kar se tiče obilja, denarja, dati vse od sebe, kar lahko daš, da si pomagaš, da greš naprej in vedeti, da si to zaslužiš. Seveda je vmes še en kup enih stvari, ki zdaj bojo te videi bi bili predolgi, če bi se o vsem tem pogovarjali, ampak hotela sem samo podeliti, da denar ni slab, denar je tako lepa stvar v bistvu, tako lepo nam kaže našo lastno vrednost, a ne, kje mi smo. Ni nujno, da je, če nimaš denarja, da si slab človek, a ne. Mislim, ni nujno. To sploh ni res v bistvu. Ne misli, da si slab ali slaba, ali pa da še kar nimaš tisto, kar si želiš, a ne. Ker ne gre samo tukaj za željo, tukaj gre za poravnanost z obiljem, svojo željo. Mi smo ne, da moramo biti ker mi smo poravnani, jaz sem bila poravnana z revščino, a ne, in sem toliko časa bila v revščini, dokler nisem rekla, stop, čakaj, zdaj pa dosti tega, zdaj pa gremo malo drugače to pogledati, a ne. Ja, slabi vzorci, zelo slabi vzorci v denarju, ampak sem v bistvu prišla iz revščine ven in danes nisem več v revščini in danes lepo živim, a ne. In sem se veliko vmes naučila, veliko stvari spremenila, skozi nekaj borbam, skozi nekaj gledam, tako, pač skozi je neka dejavnost v meni, neka akcija, a ne, dajmo pa še to, pa še to. Neke stvari seveda težje spuščam, ampak tudi to potem prej, ko slej spustim, a ne, ker nočem tako živeti, nočem živeti ujeta v nekih vzorcih in v nekih svojih prepričanjih, ki so se že zdavnaj izpela, a ne.
In se mi zdi, da vsi lahko dosežemo marsikaj, mogoče ne milijonov, mogoče jaz nikoli ne milijonov imela. Ok, tudi to bom sprejela, ne? Ampak bistvo je, da sem jaz zadovoljna, ne? Da sem jaz srečna, da sem radostna in da uživam življenje tako, zdaj, ta trenutek, tako kot je. Mogoče me jutri ne bo več, ne? In ne bo škoda, pa bi mi bilo res škoda, jole, koliko sem zapravila za neko jamranje, pa čakanje, prepuščanje in tako, ne? Ko bi lahko kljub temu bila zadovoljna, radostna za to, kar že imam, ne? Tako da ja, saj si tudi sama vse to govorim in ne sem, da tukaj hočem biti nekaj pametna, res daleč od tega. Sam tako res iz svojih izkušenj vidim, ne, koliko enih stvari bi si lahko prišparala, no. Pa pač sem bila trmasta, nisem hotela, nisem popustila. Sem imela neke vrednote, ki so bile ful pomembne, a ne. Ja, koliko smo smešni. Ojojoj. Ja. Tako da, denar, ja, ljubim ga, rada ga imam in mi je lepo, ko pride, ko prihaja k meni in ko teče, ne, ko ga jaz tudi dam naprej potem, ne. Pride, gre, a ne, tako. Tako da, ja, ful mi je lepo, no, res, ful mi je lepo, tako, ko vidim, zdaj, ko z vami to delim, vidim, koliko sem že naredila veliko preskokov pri sebi, ne, in sem ful vesela za to. In da se, no, res se da. Samo če spustimo tiste svoje dele, ki so tako trmasti, pa prepustimo višji intuiciji ali višjemu jazu ali tvojemu energijskemu telesu, da dela zate, ne. Da ne kontroliramo, ne. Jaz sem mojster kontrole, ne me narobe razumeti, res. Ampak zdaj, odkar prepuščam se, kar spuščam, ful lažje živim, no. Ful mi je lepše, lažje živim in tako, vse je tako tekoče, lepo. In tudi vam želim, da najdete ta ritem, da najdete ta val, ne, ki vas bo ponesel, kamor pač vas bo ponesel, ne. Vsi mi imamo različne naloge, ne. Vi imate eno nalogo, jaz imam drugo, nekdo tretji ima tretjo nalogo, ne. In te naše naloge se razlikujejo med sabo, ne. In tudi finance se razlikujejo. Eni so ful bogati, eni niso toliko bogati, eni so srednje bogati, ne. In tudi to je treba sprejeti, ne. Tudi to je treba sprejeti in pač, okej, tako je v življenju, ne. In ja, pristopati, ne, iz tiste miselnosti, koliko je svet grozen, saj nič ne moremo, itak določajo drugi, kako bomo mi živeli in tako naprej. To ni res, ne, to ni res. Samo ti odločaš o tem, kako boš živel in kako boš pogledal na to. Ful dober video je zdaj ena moja prijateljica objavila od enega tipa, ki je govoril od teh chemtrailsov, ne. Je rekel, zakaj mi ne razmišljamo tako, da so te chemtrailsi, da so v bistvu ljubezen, ki nam jih te letala pošiljajo, ne, in tako naprej. In pa sem razmišljala, sam res, mi smo tako hudo zasidrani, ojoj, kaj slabega nam delajo, ojoj, kaj dajejo v hrano, ojoj, kaj dajejo v vodo in tako naprej, ne. In tukaj dajemo svojo energijo na razpolago drugima, ne, in se jezimo in prepričujemo drugega, kako je to res in kaj je ono in tretje, namesto da bi sebi dali tisti čas, ne, ki ga zapravljamo in tisto energijo, sebi dali ali pa res rekli, okej, ne, lahko pa, da nam oni pošiljajo ljubezen in tako naprej, ne. Pa sem jaz zelo prizemljen človek, ne. Nisem jaz neki kar v luftu, pa kar, ja, vse je ljubezen, kako lepo. Nisem tak človek. Samo vidim pa, da moje misli poskrbijo za to, kaj se v moji realnosti dogaja, ne. In nočem svoje energije zapravljati za pritoževanje, za obsojanje, za, ne vem, prepričevanje, ne. Jaz hočem svojo energijo porabiti za dobre stvari, se pravi za sebe, za to, da se jaz lahko
premaknem naprej, da živim v lepih energijah. In ja, bom probala tudi to. V naslednjo, ko bom pogledala gor, bom rekla, poglej, spet koliko en oblak ljubezni prihaja do nas. Pa da vidimo, kaj bo. Testirajte, jaz vse testiram. Jaz ni, da verjamem kar slepo na besedo, jaz vse testiram. Pa sami potestirajte, pa boste videli, kako se boste počutili, kaj se bo znotraj vas dogajalo. In napišite kaj, ali pa objavite, ali pa rečete, ja, to pa res deluje. Tako. Pošiljam vam poljubčke iz mojega kavča. Nič mi ne manjka in jaz tudi upam, da vam nič ne manjka. Uživajte življenje in se vidimo v drugem videu. Čau!